Najprej je bila v cerkvi blaženega Antona Martina Slomška sveta maša v zahvalo in poklon domovini, ki sta jo darovala domači župnik Klemen Jager in vojaški vikar Matej Jakopič. Dvig zastave pa je, tako kot velevajo pravila, opravila garda Slovenske vojske ob slovesnih zvokih slovenske himne, ki jo je zapel Marko Žagar. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, vsak ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo. Ne vrag, le sosed bo mejak. Zastavo sta nato duhovnika Klemen Jager in Matej Jakopič še blagoslovila. Ta simbol državnosti, ki zdaj stoji pred Rečiško cerkvijo, resda ni največja, a na poseben način zaznamuje prostor, kjer stoji. Med gradnjo Rečiške cerkve in slovensko osamosvojitvijo bi zlahka našli vzporednice, je bilo slišati na slovesnosti. Nikolaj Šergan, ki je bil pobudnik gradnje cerkve, je več let nagovarjal domačega župnika Lončariča, ki je gradnji nasprotoval, ter ljudi in nazadnje v svoji nameri uspel. Ljudje so s pridnimi rokami in složno cerkev res zgradili in jo leta 1939 blagoslovili. Postavili so jo zato, da bi bila posvečena Slomšku, ko bo ta dosegel čast oltarja. Tudi slovenskim osamosvojiteljem, dva od teh sta bila na tej slovesnosti, oblasti doma in po svetu, sprva niso ploskale. A vendar so se namere obojih uresničile. Slovenija je pred dnevi praznovala 30. rojstni dan, Rečiška cerkev pa bo septembra na Slomškovo nedeljo obeležila 21-letnico svoje posvetitve blaženemu Slomšku. Jaz upam, da se bomo mi, mogoče Slovenci, malce prej zavedli, da imamo svojo državo, da jo bomo znali ceniti in da ne bomo samo pričakovali, kaj bomo od države dobili, ampak da bomo tudi pričakovali, oziroma bomo vsi skupaj stopili v enotne vrste, tako kot smo mogoče bili pred temi desetletji, pa tudi za to državo marsikaj naredili, da bo tudi v bodoče uspešna. Različni smo, vsi združeni pod eno slovensko zastavo, je poudarila predsednica krajevne skupnosti Rečica. Vesela sem, da tako različni, kot smo si, pa vendar stojimo tukaj skupaj, enotni pod našo zastavo, ki nam bo od danes naprej lepšala ta pogled po Rečici. Slavko Kmetič, osrednji govorec, pa je spomnil, kako se je sama vase sesula prejšnja država in kako je nastala slovenska država. No, poslanci Demosa smo sprejeli potem najbolj pomembnejšo odločitev, da bomo slovenski narod pozvali k plebiscitu. No in potem 23. decembra 1990 je bil plebiscit, ki je z ogromno večino pokazal voljo slovenskega naroda, da hočemo živeti v samostojni, neodvisni, svobodni državi Sloveniji. No in to je bil potem ukaz, kot je rekel gospod Pučnik, takrat Jugoslavije ne več, da gre za Slovenijo. Slovenski narod je dal ukaz politiki, se pravi vladi, Demosovi vladi, da mora to izvedeti. In v 6 mesecih so se potem izvedle vse priprave, ko smo 25. junija, tudi jaz sem bil poslanec Demosa prve skupščine, razglasili deklaracijo o neodvisnosti samostojne državo, vendar že naslednji dan, ko smo praznovali to na Trgu Republike, nas je že JLA napadla. Zastava ob tej naši cerkvi ima res močno sporočilo. Ni največja,
ima pa to veliko močnejše sporočilo. Kot je križ univerzalni simbol krščanstva, saj je simbol trpljenja, neizmerne ljubezni in predanosti, tako je tudi zastava simbol, ki združuje in povezuje vse državljane, ne glede na strankarsko pripadnost. Brigadni general Anton Krkovič, ki ga poznamo kot prvega častnega poveljnika Slovenske vojske, pa se je tokrat predstavil v drugačni vlogi. Govoril je, a bolj je prišel zato, da bi igral na harmoniko. In tudi je. Prireditev bo vsem, ki so si jo ogledali, zagotovo ostala za dolgo v spominu. Pozdravljamo te srca in srečni tu smo doma, Slovenija, dajte pesem moje, ne išči sreče.